Please accept also my apology because my papers are not ready in English, so to be more exact, I will make the presentation in Slovenian language. Thank you. V prispevku se bom omejil, poskušal dotakniti primerjave avtonomne in državno-pravne ureditve vzgoje in izobraževanja kot verske dejavnosti. Iz slovenske zakonodaje, državne zakonodaje, ni povsem jasno razvidno, kaj pravzaprav je vzgoja in izobraževanje kot verska dejavnost, do katere mere to sodi v področje delovanja cerkva in drugih verskih skupnosti. Kot vemo, na podlagi določb slovenske ustave, posebno 7. člena, ki govori o ločitvi države in verskih skupnosti, cerkve in druge verske skupnosti uživajo avtonomijo, avtonomnost svoje ureditve. Se pravi, da njihovi lastni pravni viri imajo tudi določene posledice na državno-pravnem področju in so pomembni za proučevanje položaja cerkva in verskih skupnosti. Za primerjavo oziroma pregled sem izbral 5 najštevilčnejših in zgodovinsko ter kulturno najbolj prisotnih cerkva oziroma verskih skupnosti v Sloveniji. To je katoliška cerkev, srbska pravoslavna cerkev v Sloveniji, evangeličanska cerkev, islamska skupnost in pa judovska skupnost v Sloveniji. Ko pogledamo temeljne vire, avtonomne vire teh verskih skupnosti, lahko opazimo, da praktično vse brez razlike na področju vzgoje in izobraževanja kot svojo temeljno dejavnost izpostavljajo oznanjevanje nauka, svojega lastnega nauka. Tako recimo katoliška cerkev v kanonih 762 do 772 zakonika cerkvenega prava, srbska pravoslavna cerkev v 7. in 69. členu ustave srbske pravoslavne cerkve, evangeličanska cerkev v preambuli svoje ustave in pa v 28. in 34. členu ustave evangeličanske cerkve, islamska skupnost v večjih členih svojega temeljnega akta, izjema je judovska skupnost, ki neposredno oznanjevanje nauka ne izpostavlja, izpostavlja pa nujnost izobraževanja otrok in mladine v judovskem nauku. O tem govori 5. člen statuta judovske skupnosti. Kot drugo področje, izpostavljeno v avtonomnih virih cerkva in verskih skupnosti, ki bi ga lahko šteli kot dejavnost vzgoje in izobraževanja, je ustanavljanje vzgojnih in izobraževalnih zavodov, lastnih zavodov cerkva in verskih skupnosti. Tudi tukaj brez razlike vse te verske skupnosti to pravico izpostavljajo v večjih členih, izpostavljajo pa seveda potem tudi še ostale dejavnosti nekje spremljevalne k tema dvema, se pravi k oznanjevanju nauka in k ustanavljanju lastnih vzgojnih in izobraževalnih zavodov. Ko po drugi strani se pogledamo državno pravno ureditev, vidimo, da nekje vsaj za prvo točko ni težav, tako na ustavno-pravnem nivoju kot na mednarodno-pravnem, zakonskem in tudi podzakonskem. Državno-pravna ureditev priznava cerkvam in drugim verskim skupnostim pravico, da oznanjajo svoj nauk in da tudi ustanavljajo vzgojne in izobraževalne zavode. Razlika pa je pri sami izvedbi, predvsem prve točke, to je oznanjevanje. To oznanjevanje zakon o organizaciji vzgoje in izobraževanja omejuje predvsem na zasebno sfero oziroma izključuje iz področja delovanja vzgojnih in izobraževalnih zavodov, ki izvajajo javni program. To bi bilo lahko oziroma je problematično z vidika ustavno-pravne določbe,
ki zagotavlja, oziroma odločba Ustavnega sodišča, ki zagotavlja pravico cerkvam in drugim verskim skupnostim, da izvajajo izobraževalno dejavnost in da razvijajo vzgojne in izobraževalne dejavnosti z področja socialne države. Ustavnosodna praksa na tem področju ni bolj konkretna, je še veliko vprašanj, ki bodo mogoče tudi z bodočimi pobudami oziroma ustavnimi pritožbami temeljiteje pojasnjene. Vsekakor. Hvala. Thank you. Now I would like to give the floor to the next. It is presentation from the USA by Mr. Derek Davis. The floor is yours.